Dvig minimalne plače mora pomeniti dvig vseh plač. Gospodarstvenikom in vladi sporočajo sindikati. Če dvigu najnižje plače ne bodo sledili tudi dvigi drugih plač, se bodo razmerja porušila, znanje, odgovornost, izkušnje razvrednotile. Statistični podatki medtem kažejo, da so lani plače v javnem sektorju rasle še enkrat hitreje kot v zasebnem. Večina avstrijskih podjetij v Sloveniji pogotavlja, da se je gospodarska klima pri nas v zadnjem letu poslabšala. No, z višino neto povprečne plače se nam bližajo Hrvati, ki celo ocenjujejo, da nas po kupni moči že prehitevajo. Marko Gregorc. Sindikati so svoj naslednji cilj jasno artikulirali že po prvi predstavitvi nove višine minimalne plače. Kako na nek način urediti ustrezna razmerja tudi ostalih plač do minimalne plače. Zato poziv k višanju vseh plač ne preseneča. Različnost v plačah odraža tudi različnost v zahtevnosti dela, v odgovornosti dela. In z dvigom minimalne plače se ta razmerja ne smejo porušiti. Ekonomist Lahovnik na pozive sindikatov zre v luči sosedskih primerjav. Poziv je pričakovan, ker so neto plače v Sloveniji le še za malo više kot na Hrvaškem, predvsem zaradi visokih dajatev. Po zadnjih podatkih iz novembra je razlika med slovensko in hrvaško povprečno bruto plačo znašala slabih 500 evrov. Povprečni neto plači pa sta bili narazen zgolj za 128 evrov. Če pa upoštevamo kupno moč, nas je pa Hrvaška že prehitela in seveda za dvig minimalne plače logično za sabo potegne pričakovanja ostalih. Da bi bil čas, da svoj delež h rasti neto plač z davčnimi razbremenitvami prispeva tudi država, se ponavljajo gospodarstveniki. Država lahko in tudi morda mogoče mora v nekaterih segmentih razbremeniti delo, vendar pa mora ta izpad v državnem proračunu najti nekje drugje. Naprimer, z večjo obdavčitvijo kapitala, meni Zorko. Naj država rezervo raje išče s stiskanjem pasu pri sebi, pa ocenjuje Lahovnik. Imamo rekordno javno porabo, rekordni primanjkljaj in zelo nizko gospodarsko rast, hkrati pa nadpovprečno visoko inflacijo v primerjavi z evroobmočjem. Število zaposlenih v javni upravi je že preseglo število zaposlenih v predelovalnih dejavnostih, še opozarja Lahovnik, kar ga ne čudi, saj so plače v preteklem letu kar dvakrat hitreje rastle v javnem kot v zasebnem sektorju. V preteklosti so pa plače v javnem sektorju rasle počasneje, a ne? In ta plačna reforma je bila ravno posledica tudi različnih zakonov o uravnoteženju javnih financ, kjer so napredovanje in plače bile zamrznjene in ostali izdatki, za zaposlene. Obsežna birokracija, visoke davčne obremenitve in vse večji stroški dela pa v obup spravljajo tudi avstrijske investitorje v Sloveniji. Kar 52% vprašanih jih je ocenilo, da se je gospodarska klima pri nas v preteklem letu bistveno poslabšala. 10krat manj jih je reklo, da se je izboljšala. Na avstrijski zbornici vseeno pravijo, da njihova podjetja ostajajo zavezana slovenskemu trgu, navdušujejo jih predvsem kakovostni in zanesljivi lokalni dobavitelji, pravijo.